Lepo pozdravljeni. Jaz vam bom na kratko predstavil v večji meri en objekt, ki se mi je zdel zanimiv. To je rekonstrukcija stavbe oddelka za matematiko, Fakultete za matematiko in fiziko na Jadranski cesti. Potem se bom pa na kratko dotaknil še parih z vsakdanjega stališča bolj zanimivih problemov, s katerimi se pogosteje srečujemo, ker takih rekonstrukcij, kot je rekonstrukcija oddelka za matematiko, ni prav veliko. In glede na tisto, kar smo danes slišali na začetku, uvodoma, se mogoče po novi zakonodaji ta projekt niti ne bi več uvrščal med rekonstrukcije, ker gre za preveč obsežno prenovo. Skratka, to je prvi del, drugi del bodo pa to, enodružinske hiše, vrstne hiše, predelave v stanovanjih, potem imamo pa še en kup zahtev zadnje čase je za gradnje dvigalnih jaškov, ker pač ljudem se ne da več toliko hoditi po stopnicah. Če na kratko povem nekaj o oddelku za matematiko, projekt je bil sicer izdelan že leta 2003, izvedel se je v letih 2004 do 2006, napisana je tudi investicija, arhitekt so bili Bevk Perovič, izvajalec danes nažalost ne obstaja več. Če na kratko povem še nekaj o lastnostih objekta. Objekt je bil sprojektiran leta 1963. Ja, res to je fizika, ja, ker žal mi je, ampak nisem uspel najti fotografije oddelka za matematiko pred rekonstrukcijo, ampak dejansko gre za dve zelo podobni stavbi v osnovi, s tem, da fizika je bila očitno zgrajena do konca, matematika pa ne. Od prvotnih 5 etaž, ki so bile predvidene, so dejansko izvedli 3 po prvotnem projektu. Skratka, sprojektirana leta 1963, zgrajena leta 1970. Gre za armirano betonsko okvirno konstrukcijo brez sten, temeljen je globoko na pilotih. Dimenzije objekta, tako za predstavo, so nekje 63 na 15 metrov. Zdaj, kakšne so bile želje investitorja? Investitor, to je že fotografija nove, prenovljene stavbe, želja investitorja je bila, da se dogradi 3 etaže na obstoječe stanje. No in po pregledu obstoječega stanja se je nekako izkazalo, da brez večjih posegov ne bo šlo, ker kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da so preiskali materiale in se je izkazalo, da je najvišja dosežena tlačna trdnost betona 22 megapaskalov, v zgornji etaži celo 15, kar pomeni, da je bilo treba drastično spremeniti pristop k izvedbi rekonstrukcije. Zdaj, kaj narediti v takem primeru? No, ne poudarjam še to, temeljenje je bilo tudi nezadostno, že za obstoječe stanje po novih predpisih. Ker kaj se je zgodilo, pač povečale so se potresne obremenitve, temelji niso zadoščali niti za obstoječe stanje, kaj šli za nadgradnjo s 3 etažami in potem se je šlo v to, da se je zgornjo etažo, ki je bila z konstrukcijskega vidika najslabša, enostavno odstranilo in se je potem štartalo s 4 novimi etažami. No, da povem še, strižna armatura je bila seveda minimalna, ni bilo nekih dodatnih strmen za prevzem potresa in podobnih stvari. Skratka, to je potem že fotografija med gradnjo, vidi se del, kjer je že deloma nov, drugi del je deloma porušen. Zdaj, kaj se je zgodilo z obstoječo konstrukcijo? Vse stebre in nosilce je bilo treba ojačati, dodale so se še neke potresne stene, zagotovili so se ukrepi za povečanje duktilnosti elementov, kar seveda tudi vpliva na globalno stanje. Izvedli so se tudi dodatni piloti za povečanje nosilnosti. Tukaj se je prikazano, kaj se je izvedlo glede sten. Vidi se, da se je zgradilo neko dodatno jedro okrog stopnišča in 2 steni na začetku in koncu stavbe z 2 repkoma v drugo smer. Tukaj so še dodatno označene. Skratka, tukaj se je zgradilo dodatne 4 etaže, to smo že povedali, to se zdaj vidi tudi z te fotografije.
Skratka, še ena fotografija, ki prikazuje stanje med gradnjo. Kako je izgledala nova konstrukcija. Nova konstrukcija je bila zaradi zmanjševanja dodatne obtežbe izvedena v obliki jeklenih okvirjev. Okvirji so v vzdolžni smeri na 3,5 metra, v drugo smer je razpon 7,5 metra. Tukaj se vidi potem še tipičen detajl vozlišča in sidrišče ob stiku z betonsko konstrukcijo. Zdaj, kaj se je tukaj naredilo? Dejansko se je šlo skozi ploščo in se je objelo obstoječe nosilce, zato da je bil čim manj poškodb na obstoječem betonu. Vsa vozlišča se je ovilo s karbonsko tkanino zaradi povečanja duktilnosti, hkrati se je pa tudi seveda povečala tudi strižna nosilnost. Tukaj se vidi še stebre. Zahtevano je bilo polno nosilno vpetje na dnu. Skratka, to je zdaj ta največji projekt, ki mogoče niti ni tipičen, se mi pa zdaj zanimiv zato, ker obsega čisto vse, o čemer smo danes tukaj govorili, ne. Ampak najpogosteje se pa srečujemo v vsakdanji praksi z bistveno manjšimi projekti, to so pa enodružinske hiše. Recimo najpogostejše zahteve so po odstranitvah sten ali pa delov nosilnih sten. Ampak večinoma se pri tem ukvarja samo s tem, kako se bo prevzelo vertikalno obtežbo iz zgornjih nadstropij ali pa pač še zgoraj samo plošča obtežbo, ki je na tej plošči. Nihče se pa kaj dosti ne ukvarja s tem, kako to vpliva na nosilnost pri potresu ali pa kako se bo tak objekt obnašal, ker tudi geometrijske karakteristike se pač spremenijo, ne. Naslednji problem so recimo potem vrstne hiše, ne. Večina investitorjev pač pogleda to samo lokalno, ne, pač obnovi svoje, ne preuči se pa, kako to vpliva na sosednje objekte, ne, ker te stari objekti zagotovo niso bili računi kot samostojni. Verjetno v večini primerov se je upoštevalo cel blok teh hiš, ne. Potem je pa še tretji primer, so pa te dvigalni jaški, ne. Kako zdaj to narediti tako, da ne bo vplivalo na obstoječ objekt? Lahko se pač to zgradi kot samostojno, da je dilatirano, samo potem je pa vseeno treba nekam pripeti tiste plošče za dostop, tako da neke sile se vseeno prenašajo, ne. Če ga damo na rob stavbe, se premakne tudi togostno središče, če ga damo noter v središče stavbe, se bo spet nekaj spremenilo, tako da s tem povezanih cel kup problemov. Seveda investitorji pa običajno pričakujejo čim nižje stroške in čim manjše posege. Tako da, jaz sem pripravil zelo kratko predavanje, mislim, da smo nadoknadili nekaj minut. Sem se pa trudil, da bi bila kakšna zanimiva točka potem za diskusijo za naprej, ker teoretično osnove so že vsi drugi podali, tako da se mi ni zdelo smiselno, da bi šel globje v to. Nas veseli. Hvala lepa.